Leto 2018 se poslavlja, mi pa bomo danes že govorili o tem, kaj bo prineslo leto 2019 po sistemu Feng Shuija. V naši družbi bo Tanja Glažar. Je za izjemne rezultate dr. Korepanova zaslužena prav fungoterapija, o tem bo spregovorila Marija Ana Kolman, vas pa danes razveselimo tudi z darilom, podarjamo namreč semena sibirske cedre. Že od prve sezone ustvarjanja oddaje Klepet ob kavi v naše tematike vključujemo tudi Feng Shui ali Feng Shui, pa še kakšno drugačno verzijo boste lahko našli. Enostavno gre za znanost, gre za vedo, lahko bi rekli še marsikaj drugega, kar je pa v osnovi način življenja in sicer v ritmu narave. In danes bomo govorili o tem, kakšno bo Feng Shui leto 2019. V moji družbi je najbolj poznana slovenska Feng Shui svetovalka Tanja Glažar. Lepo pozdravljena, dobrodošla, Tanja. Živjo, zdravo. Kaj se obeta? Tale pes, ki ga letos v 2018 tako zelo opevamo, za nas zmaje ni najboljši. Ja, včasih je taka rančava mrcina, včasih je ena čevava kabelska, ampak skozi se je nekaj dogaja in mi bi si radi želeli malo oddahniti. Čaka nas malenkost, ampak malenkost bolj umirjena kombinacija energij v letu 2019 in sicer še vedno je zemlja, ampak je yin zemlja, je vrtiček, je mama. In element zemlje vedno kaže na neko stabilnost. Žal pa je tudi ta stabilnost krhka. Ni prav tako potresna, kot je bilo in stresna leto 2018, vendar je krhka. Zakaj? Ker ima spodaj vodo. Voda pa vemo, da razdira zemljo. V tem smislu tudi velja, da so ti odnosi sicer navidezno prijetni, ampak vedno pod stresom. Če gledamo svetovno, kaj se dogaja pred 60 leti in zdaj, vse to pač piše tudi v mojem Feng Shui rokovniku oziroma priročniku za leto 2019, bolj natančno. Vidimo, kako se cikli ponavljajo, cikli dejanj, cikli narave, da je to cikl plazov, da je to takrat, ko voda spodnese most, da so to ne samo zemeljski plazovi, da je tudi veliko teh podtalnih aktivnosti. Se pravi, nekaj, kar je prikrito in pride potem na dan. Najbolj, kar bi pa rada opozorila, je pa bodimo previdni na področju zdravja. Kajti zemlja, ki pade v vodo, dobimo umazano vodo. Če čisto po domače povem, to pomeni bolezen. Skratka, in to so bolezni kot epidemije, virusi, zato zelo, zelo paziti. Higienski minimum mora biti maksimum v tem letu, da ne bo prihajalo do neljubih dogodkov. Seveda, mi najboljše funkcioniramo, ko smo zdravi, srečni, zadovoljni. Ampak da smo srečni, zadovoljni, moramo biti tudi zdravi. Tako, kot eno tako res tisto prvo opozorilo je ne toliko odnosi kot bolezni. Zdaj, če pogledava, preden zares dobro vstopiva v 2019, 2018, bi povedala tukaj mogoče iz svojega stališča, 2018 je bilo eno izmed najtežjih let v mojem življenju. In ko si prej rekla to potresno, stresno, doživela sem 100 potresov v enem mesecu. Kljub tvojemu opozorilo, da se to zna zgoditi, sem šla na potovanje, se je to zgodilo. Kljub temu dobimo neke take lekcije, take in drugačne, ampak leto 2019 bo tukaj razlika v tem smislu. Že z mesecem januarjem ali šele potem, ko se februarja zares začne novo Feng Shui leto? Pravzaprav so se te energije začele sidrati že v letu 2018 in sicer v novembru, ki je mesec prašiča. November je bil en tak mehek pokazatelj, kako reagiramo na določen tip energij. Bil je zelo podobne energije, ne čisto enake. In če se malo povprašamo, če malo pogledamo za nazaj, kakšen je bil november, in to ne da ulepšujemo, niti da smo preveč kritični, se bomo znali obrniti tudi v letu 2019. Seveda pa zato so tudi osebni Feng Shui, najboljši pa je seveda Feng Shui priročnik.
kjer je noter za vsak dan posebej napisano, da res ne gremo kontra energiji. Jaz sem zelo hvaležna, da si ga ustvarila tudi letos in tako nadgradila. Imam pa jaz posebno zgodbo z rokovniki. Vsako leto sem si ga kupovala na letališču, ker sem zmeraj ta prve dni januarja šla nekam na toplo. Tudi letos grem. In zmeraj sem tam en rokovnik in tam je bil najboljši prijatelj skozi celo leto. In potem sem imela ogromno dela, da sem si izpisala iz tvojega koledarja noter dobre stvari, pa kdaj so polne, pa une, pa tretje. Skratka, zdaj je pa to že kar vse pripravljeno. In tale Feng Shui priročnik v obliki rokovnika je poseben verjetno tudi zaradi vseh teh pokazateljev, ki nas nekako vodijo skozi leto. Ja, določena so področja, natančno so opisana, katera področja so tista, ki jih energetiziramo, kje mi spodbudimo energijo, kje mi spodbudimo tisto, kar je najboljše za nas. In to je bistveno, da ne spodbujamo energij, ki so za nas neugodne, ampak da spodbujamo tiste, ki so ugodne. Ta področja so napisana za vsak mesec posebej. In potem imamo še področja, ki jih pa ne tikamo tisti mesec. Recimo, če januarja je področje severozahoda problematično, ne bomo začeli beliti hiše, ki ima vhod na severozahodu. Kar je pa bistvenega pomena, na začetku vsakega meseca mi imamo ideje, cilje, vizijo in način, kako bomo to dosegli. Ob zaključku meseca imamo pa svoj osebni kompas. Kaj od tega smo dosegli? Kako daleč smo prišli na lestvici od 1 do 10 na področju zdravja? Koliko smo bili mi v harmoniji z energijami? In seveda spodaj si bomo zapisali, kaj nas je pri tem oviralo, kje so bili naši strahovi, zakaj. Ker ko bomo šli v naslednji mesec, v naslednji cikl, bomo točno vedeli, kje se moramo še bolj podpreti. Ne bomo se crkljali, ne bomo si lagali, pa rekli, pa se je bilo kar v redu, ker mi želimo najboljše in tako je tudi prav. Absolutno. V letu 2019, kateri mesec bo pa tisti, ki je pa res nasploh ugoden za vse? Pravzaprav je v vsakem mesecu nekaj ugodnega. Ni enega, ki bi bil za vse ugoden. Nekateri meseci imajo malenkost več področij ugodnih. Pogledala bi tam nekje aprila verjetno, sicer pa natančno moram tudi jaz pogledati v rokovnik. Res nimam tega čipa za koledar v sebi, nisem si ga še inštalirala, ampak zato pa imam tale svoj priročnik, ker noter vidim vsak dan, zakaj je dober in kateri mesec. Zdaj, Feng Shui je eno orodje, ki je zanimivo, uporabljajo ga tudi najboljši podjetniki na tem svetu, ki ustvarjajo milijarde dolarjev in evrov in uporabljajo Feng Shui enostavno zaradi tega, ker je lažje? Ne, zato, ker so pripravljeni. Ker, če pogledamo, kdaj so veliki uspeli, takrat, ko so bili pripravljeni. Veliki so uspeli v krizah. Zakaj? Ker so bili pripravljeni na krizo. In v tem smislu je pač Feng Shui izredno uporabno orodje. Priročnik, ki je nenadomestljiv v vsakdanjem življenju. Vsakdo, ki je kdajkoli imel opravka s Feng Shuijem, ve, da je to tisto must have, rečejo Angleži in moji učitelji, s katerimi se res pogovarjam samo v angleščini, ker kitajsko ne znam. Enostavno, to je tisto orodje, ki ga imaš pri sebi. To ni debata, ga nimaš ali ga imaš. Ampak imaš ga, ker to je tvoj dnevnik energij in dejavnosti, kako jih boš uskladil, da boš čim lažje, čim bolj uspešen in pa na način, da te ne bo oviral. Tanja, že nekaj let, vsako leto ti zastavim isto vprašanje in vsako leto mi podaš drugačen odgovor. Kam potovati v leto 2019? Sigurno ne v smeri severozahoda. Okay. Ja.
Katere države so to, da si predstavljamo? Severozahod, če si predstavljamo, da je nekje sever skandinavske države, bi rekli potem Anglija, Irska, Kanada, vem, tudi mene vleče, a ni to neverjetno. Prav tisto, kar nas meši najslajše. Se pravi, področje severozahod 3, prav natančno, kaj je to noter, se vidi v priročniku, kjer so točno stopinje napisane. So pa tudi označeni dnevi, kdaj lahko potujemo. In jaz vedno osebno načrtujem poti, če le se da, takrat, ko je dan za to ugoden. Včasih pač ne pride tisti dan, ker moraš res nekam iti na poslovno pot, pa vsaj dobro uro izberem. Ampak to je pa že nadgradnja rokovnika, to je pa koledar. Vsekakor. Jaz sem že potovala na dneve, ki se mi je najbolj bilo odsvetovano potovanje, ampak sem bila toliko previdna, da nisem pozabila, zgubila boarding pasa, da sem imela pasport zraven, skratka, vsekakor. Sem imela pa izzive že tudi zaradi tega, tako da vem, da enostavno deluje. Torej, na področje severozahod pa jugovzhod tudi ne? Ja, to je, rečemo, kot lomilec leta. To je prav tista kontradiktorna, nasprotujoča si energija. Katere so pa tiste države bolj na jugovzhodu, recimo, kam ne bomo šli? Jugovzhod, ja, to so bolj te arabske države, ne? V tem smislu, tako da ni priporočljivo. Pa glede na to, da je to leto podtalnega delovanja, bi rekla, da bi se tudi iz tega stališča bilo boljše malce temu izogniti. Ali napoveduješ potrese? Tudi. Ne mogoče v taki obliki, ampak ta element yin vode od spodaj bolj kaže na agresijo, na kakšne nemirne... Ja, po vsem svetu, strelske pohode in tako naprej. Če pogledamo nazaj, vidimo, kdaj so se začeli v mesecu novembra, sicer seveda kje drugje kot v Ameriki, ker je orožje tako kot bomboni v trgovini, sram jih bodi lumpe. Ampak ja, začeli so se. Zakaj? Ker pač energije te porivajo v to, ti si v tej sezoni in če nisi ozaveščen, če nisi zavesten, deluješ s tem tokom tudi v negativno smer. Wow, zanimivo. Dobro, ampak Afrika januarja bo pa v redu. Ja, no, raje vprašam. Ali je v Feng Shui priročnik v obliki rokovnika z namenom tudi prostor za mandale in za vse take stvari? Je to en izmed pripomočkov? Je. Zato, da se sprostimo. Ker, kot sem rekla, kakšni dnevi pridejo, tam so označeni s klicajem, ko so zelo naporni. In včasih se moramo malo sprostiti. In za tiste, ki radi rišejo in pišejo in se tudi sproščajo z barvicami, je to kot nalašč, da se razbremenijo te energije. Za tiste, ki ne pišejo in rišejo tako radi, so pa odzadi priložene še nalepke. Zakaj? Enostavno vzameš nalepko in si zalepeš, aha, takrat imam poslovni sestanek, takrat imam kosilo, takrat imam zabavo, in takrat ima moja prijateljica ali pa prijatelj rojstni dan, ne smem pozabiti. Saj vem, da imamo pomnike, koledarje, telefoni, kar naprej cinglajo. Ampak na koncu že ne veš več, zakaj ti telefon zvoni, kateri opomnike. Kaj pa vidiš res nalepko v svojo, rečeš, ja, to je to. In tudi pogledaš, kakšen dan je. A boš lahko sproščen na zabavi, ali boš malenkost bolj zadržan, da ne bo kakšnega ljubosumja, recimo. A ja, Madonna, vidiš, jaz tega nimam v življenju, pa kar pozabim, da to sploh obstaja. Tako da to mi včasih izleti. Zdaj, tukaj zadaj naju je en prašiček. Simpatičen pujs. Simpatičen pujs, ali še kakšno ime bi mu lahko dali. Zakaj glih prašiček? Sezona je taka. Kaj je, svinjina se je? Ne, čeprav na kitajskih mizah, ja, verjetno vse, je tudi to simbolika, ampak pujs je eno tako premeteno bitje. Rad je uživač. Udobje pa ugodje mu je čez vse, ampak najprej pa poskrbi zase. Tako da, s pujsom je fajn biti v družbi, vedno je življenje zanj gostija. Pridite na mizo, postrežite si, dajmo uživati, dobro jest, pit. Seveda rabimo pa za balans tudi kaj drugega. Pujs je pa tak, da najprej zase poskrbi. Se pravi, da kaže tudi na to leto, da smo mogoče malo preveč egocentrični.
V letu 2018 si nas opozorila, da bojo energije take, da se lahko hitro kaj poredimo, pa tak, ne? To bo zdaj fertik. Prav fertik ne bo, ker je še vedno zemlja na vrhu, še vedno se nas ta zemeljca prijemlje, vendar ne več tako intenzivno. Zakaj? Ker spodaj je yin voda, ki je element gibanja. Voda ni nikoli v miru, vedno giba, se pravi, da bomo lažje spravili kile dol, da bomo lažje tudi bili fizično aktivni, da bomo z vseh področji se spoprijeli s to odvečno zemljo, kar se nam je naložila in skrbmi in mišicami in samostalim. Opozorila si nas na zdravje. Je na našem telesu posebej kakšen organ ali sistem, ki je bolj šibek v tem času, v letu 2019? Absolutno. To so kosti. Recimo, omenjamo bolezni, to je revmatizem. Zakaj? Ker manjka elementa ognja. Potem so trebušni organi, želodec, krvni obtok. Je kar nekaj takih stvari, ki moramo paziti, se pravi diabetes. To so tudi trebušna slinavka je povezana z elementom zemlje. Tako da previdno pri prehrani, tako bom rekla, po eni strani pujs je tisti, kar sem rekla, gostija. Ampak mi smo tisti, ki se odločimo, koliko bomo vzeli od te gostije, predvsem pa, kako zdravo bomo jedli. Kdaj bomo praznovali pa v naslednjem letu Feng Shui novo leto? 5. februarja. Menjava energij se zgodi med 4. februarjem in 5. februarjem. Takrat bo pravzaprav nastopilo 5. februarja leto zemeljskega prašiča. Tudi uradno takrat se tudi dela Feng Shui spremembe, letni Feng Shuije, osebne letne Feng Shuije, da vemo, kako naprej se čim lepše lotati in uživati za to mizo s tem pujsom. Odlično. Najlepša hvala za vse informacije, ki si jih posredovala, predvsem pa, da si ustvarila nekaj takega, ker v svetu po tujini, v resnih institucijah sem videla, da prodajajo te zadeve. Pri nas pa tega še ni. Ne, moram reči, da pač toliko let nabiram znanje in letos sem ga že drugič izdala, zelo sem ponosna na to. To pač vsak Feng Shui mojster, ko ima toliko izkušenj, lahko to naredi in zakaj bi hodila v Ameriko in ga naročala z zelo drago poštnino, če imam sama dovolj znanja, da to naredim na najbolj enostaven način, da ga lahko vsak razume. Odličen in zelo razumljiv, to mi je pravzaprav še najbolj všeč. In tele klicajčki bojo fajn upoštevani. Je pa narejen v elementu leta 2019. Element yin vode, ki je tudi led, snežinka, kapljica. Meni je bila navdih Soča in te lepe kapljice. In pa element yin zemlje. To pa ponazarja ta kvadratna oblika. Še ta simbolika, ki nas bo spominjala na vse to. Najlepša hvala. Tanja Glažar je bila torej danes v naši družbi. Ja, vsekakor je prav, da se v teh prehodih da se pripravimo, pogledamo nazaj in seveda se postavimo, naravnamo za naprej. In ali je to zgolj mogoče nek rokovnik ali pa celo energijske priprave, ki jih torej pripravljamo 21.12. hvaležno torej vabljeni. To je, jaz rečem, najpomembnejši dogodek v letu, ravno zaradi tega, da gremo zavestno skozi ta prehod novega in starega leta oziroma starega in novega leta, tako da evo, še kaj več preverite tudi na www.klepetobkavi.si. Vse te nasvete bomo tudi objavili, tako da lahko pogledate in seveda še bolj pomembno, delite s svojimi dragimi, kajti znanje se mora deliti, širiti in še bolj pomembno uporabiti. Se pravi, smo Slovenci prvi, ki imamo to kombinacijo fungo in fitoterapije. Ja, Slovenci smo prvi. To je res izjemno, čeprav, poglej, imamo te gobe tudi v naravi, ampak jih ne poznamo.